Pozdravljeni v novi epizodi iz podcasta. Danes bomo zavrteli kolesja skozi najbolj vroče teme kolesarske sezone 2025, ki je že v teku. Z nami pa je eden izmed najbolj izkušenih in najbolj spoštovanih glasov slovenskega kolesarstva, Martin Hvastija. Mnogi ga poznate kot nekdanjega profesionalnega kolesarja, selektorja, direktorja reprezentance, ne nazadnje pa kot strokovnega komentatorja na Slovenski nacionalni televiziji. Dobrodošel, Martin. Živa, lep pozdrav. Martin, pri vsem naštevanju teh funkcij, a sem bil prekratek, sem kakšno izpustil, ki je tebi ljuba, pa je nisem naštel? Ja, v principu tudi oče, ne? 3 sinov, trener, nekdo, ki pač poskuša živeti od športa, za katerega se je odločil v rani mladosti in zaenkrat mi to uspeva. Začniva v Avstraliji, ampak ne na Tour Down Under, ampak na Australian Open. Sinner je zmagal in sem nekako začel sporednice iskati lani. Pogačar, Roglič, vse 3 Grand Toure, zdaj Sinner je Grand Slam osvojil. Kako bi ti enačil, mogoče, ali pa primerjal to vrstne uspehe, ker to gre za en proces daljših obdobij, recimo 3 tedne pri kolesarstvu, tukaj tudi dolgo obdobje. Kakšen vrednoto imajo takšni uspehi? Ja, predvsem športi niso neposredno primerljivi, ne vemo, kakšne težave imamo s primerjanjem posameznih športov med seboj, ampak dejansko je tenis individualni šport, ki je vsaj na nek način podoben tudi kolesarstvu, čeprav je kolesarstvo seveda vrhunsko tudi ali pa predvsem ekipa in šport, ampak lestvice so individualne, ne? Torej neka končna lestvica sezone je, ne bom rekel ravno po vzoru, ampak nekako primerljiva tudi s teniško lestvico in ve se, da imamo tam že kar nekaj časa slovenske kolesarje čisto pri vrhu. 3 tedne je seveda drugačne dirke, 3 tedenske od turnirjev. Kolesarstvo imamo tudi enodnevne dirke, skratka kombinacijo obojega, pa še ekipen šport, kot sem že rekel, vedno so ekipe strukturirane okoli kapetanov in delajo za kapetane, kolesarji niso plačani od nagrad, ampak od pogodb z ekipami, tudi za svoje delo, čeprav nimajo točk in če nimajo uspehov, skratka precej drugačen sistem. Zdaj, če greva z vidika cenjanja športnikov. Dokler recimo Novak Djokovic igral, je v srbskih medijih bilo praktično bomba novic, praktično ni bilo koraka, ki ne bi bil vekovečen. Mogoče pri nas kaj pogrešaš v Sloveniji, da bi mogoče še več se govorilo, pisalo o uspehih Pogačarja, Rogliča in ostalih? No, ne bom rekel, da pogrešam, vsak pač gleda prvenstveno na svoj šport. V zimskem času, jasno, o kolesarstvu ni toliko govora, kot je poleti. Poleti se mi zdi kar dovolj ali pa ogromno v primerjavi s tem, kar je bilo pred 10 ali 20 leti, ko sem še sam dirkal. Tako da ne čutim na nek način tega, da bi bilo kolesarstvo podhranjeno v smislu medijske pozornosti. Je pa res, da si vsak za svoj šport želi, da bi bil čim bolj izpostavljen. Podhranjeno. Kako pa je naše piramide oziroma ogrodje piramide, kar se mladih kolesarjev tiče, da bi prišli enkrat na to raven, kot so Pogačar, Roglič in ostali. V končni fazi so šli oni skozi te naše sisteme na vsak na svoj način sicer, pa potem tisti preskok v tujini naredili. A bi bilo treba pri nas kaj spremeniti, mogoče nadgraditi, da bi te talente znali pravilno usmeriti? No, sistem od spodaj navzgor deluje. Ta piramida je še vedno stoji, čeprav seveda se v temeljih, ne bom rekel, da ravno krha, ampak vsaj malo maje. Kolesarstvo postaja drag šport, če to ni bil pred 20 leti, danes zagotovo je, tehnologija napreduje in vse draže je. Vse manj jih ima dostopa do kolesarstva. Na nek način se dogaja recimo podobna zgodba, kot se je s smučanjem pred 20-30 leti, torej enormna vlaganja, če želiš, da seveda nekdo, ki ima talent, pride do nekih rezultatov, ko ga pač opazijo in ko pride do najboljših ekip na srečo, potem seveda v teh najboljših ekipah je poskrbljeno za vse, ampak klubi še vedno morajo delovati. Klubi v Sloveniji delujejo,
res, da so to tradicionalne sredine, ki so od nekdaj ali pa rekovajih že dolgo časa tukaj. Ni nekih novih centrov, kjer bi se šport ali kolesarstvo začelo tako rekoč iz nule, ampak so to klubi, ki delujejo že 70-80 let, nekateri nekoliko manj, ampak delajo. Tudi priliv mladih je velik, glede na popularnost športa celo v nekaterih primerih prevelik. Težko je delati s preveč kolesarji naenkrat, predvsem če je to na cesti, so skupine hitro prevelike. Ampak ja, sistem je spostavljen, če pridejo talenti, se jih zazna, to je zagotovo, zato je zagotovo poskrbljeno. Predvsem gre za to, da je treba poznati dinamiko športa, v mlajših kategorijah izstopajo seveda večji in močnejši, dirke so lažje in hitrejše, potem z leti, ko pridejo težje dirke, tudi s klanci, seveda pridejo drugi kolesarji na površje in teh ne smemo zanemariti v otroških konkurencah. Zdaj, omenil si to tradicijo, ampak če gledava malo v prihodnost, tradicija ne bo vedno tista pila vodo z vidika, ne vem, World Tour ekipe imajo svoje podmladke. Se lahko Slovenija kosa? V članskih kategoriji ne. Torej, članske ekipe na nek način nimajo ravno svetle prihodnosti, ravno zaradi te globalizacije športa in zaradi vse večjega kapitala, ki vstopa v ta šport. World Tour ekipe so na nek način prisiljene ali obligirane imeti razvojne ekipe, ki so postavljene ta tretji nivo, torej kontinentalni nivo, na katerem so bile nekdaj najmočnejše slovenske ekipe in imajo, ne vem, 10-krat večje proračune. Zagotovljeno možnost napredovanja, predvsem pa je interes seveda tudi mednarodne zveze, da te največje ekipe imajo večje zaledje, kajti obligirane so nastopati na več in več dirkah. Prihodnjem letu naprimer se dodaja še 12 novih dirk v koledarju World Toura, kar je seveda enormno. In največje, oziroma ekipe najvišjega nivoja same tega ne zmorejo, zato imajo tudi podmladke. V takšnem sistemu seveda zmanjkuje potem prostora za manjše ekipe nacionalnega nivoja, tudi sistem skautinga, torej iskanja talentov je približno podoben ali pa povzet po nekaterih večjih, predvsem ekipnih športih in enostavno vse, kar pokaže talent, hitro najde pot v tujino. Če ostanejo pri teh mladih, za njih je nekaj najlepšega, da vrhunske športnike, zvezdnike vidijo pred lastnimi očmi. Verjetno se spomniš lani, Giulio Pellizzari je kolesaril s Tadejem Pogačarjem, v tiste etapi sicer je izgubil. Ampak na koncu kaj mene fascinirala ona slika, ko sta bila na Strade Bianche, ko je bil on mlajši, Giulio, Tadej mečka starejši, ampak tudi on še vedno mlad. Predvsem z vidika tega, kar se v zadnjih dneh omenja, da bi bilo mogoče Grand Depart Tour de France gostiti v Sloveniji 2028-2029. Kakšna verjetnost je po tvojem mnenju, da bi se to lahko zgodilo? Vzorniki zagotovo vlečejo, še posebej, če se to dogaja v bližini. In jasno je, da če kdaj, potem seveda v teh letih, prihodnjih nekaj letih lahko dobimo štart ene največjih prireditev, gledano globalno v športu v Sloveniji. Je pa res, da to ni športno vprašanje. Športniki se okoli tega vsi strinjajo, tako nastopajoči kot ekipe, kot seveda tisti, ki se ukvarjamo s športom. Gre za politično vprašanje, torej prvi vrsti politično in ekonomsko vprašanje. To so ogromna sredstva, ki jih šport kot tak seveda v Sloveniji nima in bi jih bilo potrebno seveda pridobiti iz drugih virov. Start, Grand Depart oziroma veliki štart dirke po Franciji, ki ponavadi 2-3 dni seveda stane recimo 15 milijonov. To je približno vsota, ki jo pri nas država nameni vsem športom skupaj. Torej, tega denarja ne moremo vzeti športu, ampak ga treba pridobiti drugje. Je pa nedvomno res, da si ga vsi želimo. Videti tak event kot Tour de France je od blizu, torej na domačih tleh, bi bil seveda športni spektakel brez primere. Vendarle gre za največji vsakoletni športni dogodek na svetu. So nekateri večji, ampak niso vsako leto. In zagotovo te priložnosti, če seveda je realna, ne bi bilo dobro izpuščati iz rok.
Zdaj, 5 milijonov se sliši po eni strani veliko, po drugi strani pa malo. Misliš, da bi Slovenija lahko notri prinesla ta denar vložen v začetek tudi? Ja, se pravim, da je to ekonomsko vprašanje, treba izračunati multiplikativne učinke, torej kaj se vrne potem skozi ostale stvari, skozi davke, obiske, turizem in podobno. Predvsem je to seveda stvar promocije. Tour de France kot tak je v bistvu izjemno promocijska dirka. Ne nazadnje je še vedno tudi strani organizatorjev, čeprav je to zasebna družba, zagovarja to, da televizijske pravice prodaja javnim televizijam, da so na tak način seveda dostopne vsem, ne, tako rekoč, ki si želijo to pogledati in obenem delajo tudi seveda zelo, zelo neposredno reklamo za deželo, za promocijo, za turizem, za vse ostalo, za sponzorje, ki se skozi to promovirajo. Tako da sistem je dober, stane kolikor stane, vprašanje je seveda, samo ali smo tega sposobni zbrati. Organizacijsko pa ne vidiš verjetno problemov, glede na to, da imamo, ne vem, Bogdan Fink zna trase poiskati po vseh koncih Slovenije, tradicija, kar se dirke po Sloveniji tiče, verjetno tukaj tudi pride v poštev, ne vidiš nobenih skrbi. Zagotovo ne, tudi z Girom nimamo nobenih težav, kadar pride naokoli v Slovenijo. Tako po organizacijski kot po logistični plati seveda vemo, kaj to pomeni. Tour de France je tako in tako podjetje zase, treba mu je samo omogočiti, pripraviti teren, najti rešitve. In mislim, da po tej plati ne bi smelo biti težav, kakšno cesto moramo popraviti, seveda, če jo hočemo pokazati, ampak to so že druge stvari. Ampak to je super, tudi za nas kreativne kolesarje. Nasplošno, velike dirke naredijo veliko za lokalno okolje, kamor pridejo. Ravno Giro, ki so ga že omenjali, je lep primer tega, kako pravzaprav si ga regije res močno želijo, tekmujejo med sabo italijanske regije, katera bo ugostila več etap. Na ta način tudi seveda pridobijo ogromno sredstev za popravilo infrastrukture in predvsem na jugu Italije vidimo dejansko polovico etap na novo asfaltiranih, kar seveda je za lokalne prebivalce velik plus. Se to je bilo tudi v času prvenstva v Planici, recimo so tudi cesto popravili. In zdaj je dobrodošla lahka pot do Planice v navednicah. Ja, seveda, velike prireditve pač imajo ta učinek, ne. Pod okrilje ali pa pod plaščem tega se lahko seveda marsikaj tudi naredi. Cestno kolesarstvo je pač šport, ki se dogaja na cestah, drugih objektov nimamo in zato seveda je večji poudarek na cestah. Je pa res, da ko se vozimo ali pa ko se dirke odvijajo po cestah, se zraven lahko pokaže še marsikaj, ne samo recimo okolico določenega mesta ali stadiona, ampak zelo na široko in na veliko celotno regijo. Tour de France je dirka vseh dirk. Za mnoge ekipe je to eden od osrednjih ciljev, za nekatere je celo to želja po slavi. Tadej Pogačar je spet napovedal boj za rumeno majico. Kako pa gledaš kadrovanje v prejšnjem letu? Prišel je Narvaez iz Ineosa, ostalo je sicer ostalo enako, nekako v stilu zmagovalnega konja se namenja. Ja, ekipa je bila lani superiorna, ne. Zmagali so največ dirk, pobrali vse, kar se je praktično pobrati dalo, z izjemo Vuelte. Ampak ja. Če bi nastopil, ne? Če bi nastopil, ampak ja. Prav veliko niso menjali. Narvaez je sicer dobrodošla okrepitev, predvsem tudi zato, da prevzame nekaj rezultatske odgovornosti, to je vrhunski kolesar, vidimo tudi, kako je začel sezono na manjših dirkah, bo zagotovo dobil svojo priložnost, potem, če bo seveda prav prišel na dirki po Franciji ali pa kot drugot, bo tudi del ekipe oziroma del pomočnikov Tadeju Pogačarju, zagotovo si želijo ponoviti lansko sezono in mislim, da s kadrom in s potencialom, ki ga imajo lepe možnosti. Kako pa gledaš njegovo pot do Tura? Letos je izbral nekako drugačno pot, sicer več štartov dirk, ampak manj tekmovalnih dni bo imel do Tura. Predvsej narekovajih klasičen pristop, če seveda lahko govorimo o tem, kaj je klasično. Nekako klasike. Kot denimo pred 20-30 leti, odvisno katero obdobje jemljamo za klasično. Ne? Nimamo jasno definiranih obdobij klasicizem kot umetnosti, ampak ja, na nek način velike enodnevne preizkušnje Smoljanske,
potem nekaj premora, očitno ali pa posem jasno je, da Giro letos ne bo vozil in pa potem osredotočenost na dirko po Franciji, torej zelo, zelo predvidljiv koledar, seveda, kot vedno mora iti vse po sreči, kajti kolesarstvo vemo, da so te enačbe kar precej nepredvidljivo, oziroma imajo ogromno spremenljivk in ni nujno, da se vse izide, kot je začrtano, ampak na nek način, vsaj do Tura je pri Tadeju dokaj jasno začrtana sezona. Nekako je Brnemu videti, da rabi vedno nove izzive, da ga to žene naprej, da bi drugače zapeljal pot, usvojil še kaj drugega. Skratka, vidite, da uživa v tem kolesarstvu in raziskuje kolesarstvo. No? Ja, res, ne vem odkje mu ta motiv in ta pristop. Od nekdaj je rad spremljal tudi druge dirke, ne samo dirko po Franciji, kot sam pravi, že v mladosti je to nekako imel ucepljeno, ne ravno prirojeno, ampak ucepljeno. Mislil sem vsaj nekaj let, da mu zadeve sugerirali tudi v ekipi oziroma vodstvo ekipe in njegov menedžer, ampak kot sem odkril iz pogovorov v zadnjem času, je on tisti, ki pravzaprav jih sili v to, da so tako raznovrstni, da nastopa na toliko različnih dirkah. Dejansko je res kolesar, ki je na nek način, na narekovajih, retro ali pa staromoden, torej vse dirke želi vsaj odpeljati, če že ne zmagati, in mislim, da je to dobra stvar za kolesarstvo kot šport po 20-30 letih očitne specializacije, spet nekdo, ki je izjemno univerzalen. Po eni strani pa tudi romantik. Ljudje iščejo oziroma si želijo nekoga takšnega tipa kolesarja, kot je Tadej, da napade od tog deleč, da poskuša zmagati na različnih dirkah, trasah, je nekaj posebnega. Ja, prav gotovo, ni dolgočasen, je nepredvidljiv, kar je seveda zanimivo, tudi za tiste, ki malo manj podrobno ali pa bolj površno spremljajo ta šport, torej vsi ti neki vzorci ali pa neke taktična pravila, nepisana pravila, ki smo si jih nekako zapisali v zadnjih 30-40 letih, pri njemu enostavno ne veljajo, podira ne ravno tabuje, ampak te ustaljene vzorce z veliko lahkoto, ampak samo zato, ker lahko, on je pač edini kolesar, ki dejansko lahko izpelje takšne akcije in se mu ponovadi tudi izidejo. Tudi za športne direktorje včasih nepredvidljiv, ne? Zagotovo. Ima v glavi nekaj posebnega in čut, da začuti tekmece, kdaj jim ne gre, kdaj lahko on skoči. Ja, ima ta izjemen občutek za taktiko, torej opazuje nasprotnike, čuti njihove slabosti, ve, kje lahko in kdaj lahko. Tako da dejansko mu po tej plati ni para. To so stvari, ki pač jih imaš ali pa jih nimaš, so prirojene, potem seveda izostrene ali pa izoblikovane skozi kariero, predvsem pa seveda ima motor, da lahko to vse izpelje. A ga lahko v letošnjem letu kaj zostavi, poleg bolezni in padcev, glede na to, kaj je pokazal lani? Ja, vemo, da kariere so vedno grajene tako, da se do neke točke dvigajo, potem se spuščajo, tudi Tadej bo enkrat šel navzdol, tega se zaveda. Seveda si želimo, da ne bi bile poškodbe tiste, ki bi ga zaustavile, kot je v vrhunskem športu pač zelo, zelo pogosto ali pa prepogosto. Mislim, da dokler seveda bo vse tako, kot je treba, tudi on še vedno govori, da ima rezerve, da je lahko še boljši, bo šel navzgor. Njegova, mislim, da res glavna kvaliteta je ta, da saj v nižjih kategorijah ali pa pri mlajših kategorijah nikoli ni bil do konca izkoriščen, torej vedno je imel rezerve in zdi se, kot da res šele zadnja leta prihaja na svoj maksimum, na zadnje tudi po letih, tam nekje okoli 28. leta so pač čisto fiziološko gledano najboljša leta za vzdržljivostne športe, kot je kolesarstvo. No, to si že na začetku omenil, ko si rekel, da pri mlajših kategorijah so tisti bolj razviti fizično, mogoče v ospredju. On ni bil tako razvit, se je postopno razvijal. Ja, to je nek normalen proces in to je tista največja skrb trenerjev, kako prepoznati talent v nižjih kategorijah. Jasno, kot sem že rekel, dirke
se s kategorijo v kategorijo spreminjajo, so težje in težje. Tadej Pogačar dejansko prvič v življenju vozil na dirki daljše klance, šele v kategoriji starejših mladincev zadnje leto, torej pri 17 letih. In takoj zablestel. Čim je bil klanc daljši od 3 km, je bil takoj prvi. Predtem pa ne. Predtem so bili tudi v njegovi generaciji kolesarji boljši od njega v Sloveniji. Hitrejši, tudi na svetovnem prvenstvu, ki bo tisto leto v Katarju, ni bil med najboljšimi. Imeli smo 3 kolesarje v prvih 10 mladince. Ampak kolesarstvo je pač šport, ki je odvisen od trase. Res pa je, da je imel to krasno kvaliteto, da kadarkoli je bila dirka težka, na katerem koli terenu vedno je bil zraven. Res, da se je potem dirkalo na šprinterja, Žiga Jerman je bil z njegove generacije izjemno hiter kolesar. Njegov maser zdaj. Sedaj maser njegov, ja. Pa potem Jaka Primožič, pa Horvat, to so bila generacija, ki je res obetala. Tadej Pogačar je prišel na vrsto kasneje in to je pravzaprav kvaliteta tistih res največjih talentov, da z leti rastejo. Kje ga pa vidiš čez 5 let? Misliš, da lahko doseže 5 zmag skupno na turu? To so seveda težka vprašanja. 4 bi že imel, če ne bi bilo Jonasa. Recimo, da imaš kroglo zdaj pred sabo. Ja, mislim, da lahko. Mislim, da tudi 5 ali pa celo 7 zmag zanj ni nedosegljivih. Še vedno bo v letih, ko se to da. Je pa res, da, kot sem že rekel, kot vemo, tudi konkurenca ne spi, prihajajo novi talenti. Ta scouting, ki sem ga že prej omenil, dejansko po celem svetu išče nadarjene športnike in športnice, ne bomo samo o fantih govorili, vse bolj zavzeto, tudi vse bolj strokovno jih iščejo in se potem z njimi ukvarjajo, tako da zagotovo bodo v prihodnosti našli tudi podobne ali pa celo boljše, bolj nadarjene talente za vrhunske rezultate. Tako da je težko napovedati, kje se bo njegova vladavina ustavila, ampak mislim, da nekaj lepih let ima še pred seboj. Pa koliko stare to že gledajo? 13, 14 let? Ali že? No, 15, 16. Torej kategorija mlajših mladincev je dejansko tista, ki je že nekako pod nadzorom oziroma kjer že sledijo rezultatom mladih fantov, predvsem. Pri deklicah nekoliko kasneje, pa vendarle tudi pri ženskah je konkurenca vse bolj globalna in vse ostrejša. Prav posebna zgodba ravno v luči mladih kolesarjev je Red Bull, Bora Hansgrohe, vlagajo veliko v mlade. S prihodom Red Bulla se je proračun izdatno spremenil. Kakšen igralec bodo postali? Ja, tudi tukaj še ne vidim limitov oziroma zgornjih meja. Red Bull je izjemno močan sponzor, je pa res, da je tudi zelo razprašen. Vidimo ga v res velikem številu športov, kolikor se pač odločijo osredotočiti na enega od športov ali pa na nekaj športov bolj resno, potem bojo seveda močani igralec. Je pa res, da ta proces naraščanja proračunov v kolesarskih ekipah traja sedaj že kar nekaj časa. Dejstvo je, da tudi če imaš neomejen proračun, ne moreš kupiti najboljšega kolesarja na svetu. Torej, število kolesarjev vrhunskih je omejeno, to je večji problem in potem se seveda višek denarja vlaga tam, kjer se ga lahko, torej v znanost, v tehnologijo, v vse podporne znanosti, ki so okrog. In je seveda vprašanje, dokam to lahko gre, je pa res, da še vedno je potem vrhunski rezultat vedno odvisen od posameznika oziroma od njegovih sposobnosti. Misliš, da bo zdaj konec medeninih tednov, tako se moj sodelavec Simon Kavčič izrazil, glede na to, da je prišel Red Bull, pričakovanja bojo večja, tudi v nasprotno smer, se pravi z rezultatskega vidika bojo morali nekaj narediti. No, mislim, da so lani naredili veliko. Osvojiti eno od 3 največjih 3-tedenskih dirk seveda ni enostavno. Mislim, da je Primož več kot upravičil njihova pričakovanja. Glede na trenutno razmerje moči bi bilo seveda nerealno zahtevati zmago na dirki po Franciji, ampak lahko se pa zgodi tudi za njih. Dejansko so trenutno druga najmočnejša ekipa po
bom rekel, proračunu, po vlaganju, sistem dela tudi popravljajo, tako da mislim, da ni seveda ni nemogoče doseči tudi, ne vem, ultimativnega cilja, torej zmage dirke po Franciji, je pa res, da se mora poglobiti veliko stvari. Že naslednji Grand Tour bo za Primoža spet tista osrednja nit. Izbral si je Giro, ki ga je 2 leti nazaj osvojil. Z vidika konkurence, da ne bo Pogačar, da ne bo Vingegaarda, Remka Evenepola, se ponuja lepa cesta, čeprav je težka, da še kakšen Grand Tour osvoji. Ja, dejansko se je izoblikovala ta četverica v zadnjih nekaj letih, ki jo omenjaš, in okolikor seveda jih je več izmed te četverice prisotnih na posamezni dirki, potem pač je dirko težje osvojiti, oziroma če gledamo klasike, sta potem še Van der Poel in Van Aert. Kakorkoli že, Giro, kot kaže zaenkrat, bo od teh velikih 6 imen, oziroma 4 za skupno razvrstitev samo Primož Roglič, kar pa še ne pomeni, da je Giro že osvojil. Ne? Vemo, kaj vse čaka kolesarje v 3 tednih. In dejansko mislim, da je to zelo, zelo modra odločitev ekipe in njega. Pravijo, da so se dogovorili sporazumno, torej na polno odpeljati prvo največjo 3-tedensko dirko, s tem seveda lahko že dosežeš neke parcialne cilje in predvsem greš potem z večjo samozavestjo v nadaljevanje sezone, tako da mislim, da je to dobra odločitev. Je Giro najbolj tak nepredvidljiv zaradi vremena, mraza, snega v končni fazi? Ja, po tem, kar gledamo zadnjih 30 let, je tako. Ne. Predtem sta bila Giro in Vuelta celo v istem terminu, sta se prekrivala, en teden ni bil skupnega termina, obe sta bili spomladanski dirki, torej že v osnovi ni bilo možno peljati vseh 3 v eni sezoni. Odkar ima seveda Vuelta jesenski termin, je Giro tisti, ki se dogaja spomladi, ne spomladi, govorimo o maju, ki pa je visoko v gorah še lahko zelo, zelo zimski. Tudi vreme spremenljivo, lahko je že 30 stopinj, kot je bilo 2004 v Ljubljani, ko je Giro se končal z etapo v Ljubljani, ali pa je nič stopinj sneži, kot se je tudi že večkrat zgodilo, odpovedane etape, neprehodni najvišji prelazi in podobno. Tako da Giro je nepredvidljiva dirka, poleg tega je izjemno težka, letos je spet zelo, zelo klasična trasa. Začne se sicer v Albaniji, pa se potem nadaljuje že v prvem tednu s težkimi in kronometri in makedanskimi preizkušnjami v Toskani, težko apeninsko etapo sredi Gira in pa potem seveda zaključek, ki je ekstremno, ekstremno težak, nekako v stilu tistih pravih dirk za najpogumnejše. Zadnji teden je res brutalen. Zadnji teden je brutalen, 5 gorskih etap, takoj po etapi v Novi Gorici se začne zares in dejansko se bo razpletlo v tem zadnjem tednu, prej lahko dirko samo izgubiš. Bo pa ta boost v Novi Gorici verjetno pripomogel Primožu, ker bo veliko slovenskih navijačev. Ja, upajmo, ne, in da ga bo to potem neslo še skozi nekaj naslednjih etap. Giro je tudi seveda za Slovence narekovajih najbližja dirka in vedno, ne, tudi še ko sem jaz dirkal, je bilo na teh najtežjih etapah, predvsem dolomitskih, veliko Slovencev. Prej sem menil četverico, ki je sposobna osvajati Grand Tour, no saj so tudi drugi, ampak če so prisotni, so te 4 izpostavljeni. Vidiš Primoža Rogliča še konkurenčnega Pogačarju in Vingegaardu, recimo na Tour de France? Ja, absolutno ja. Mislim, jaz sem ga vedno upošteval kot enega od glavnih pretendentov za skupne zmage na 3-tedenskih dirkah. On je pač izrazito etapen kolesar, torej še bolj izrazito kot Tadej Pogačar. In dejansko so edino leta tista, ki na nek način biološka ura bije tudi njemu, ne, ki mu bojo jasno prej ali slej povzročila, da bo njegove sposobnosti upadale, kar je normalno. Ampak mislim, da glede na to, da je pozno začel, da še v teh letih je tudi že preizkusil vse, kar se preizkusiti da v kolesarstvu, ampak ni zasičen, kot so tisti, ki dirkajo od 13. leta. Pozna vse ravno dovolj, da je izkušen in mislim, da če se končno enkrat mu sestavi sezona, govorimo o sezoni, kot je treba, ne, da se reši tega prekletstva, padcev, nesreč in podobnega, ampak to se dogaja vsem, ne samo pač pri Primožu, te zadeve so bolj izpostavljene ali pa v neprimernem trenutku. Če se mu uspe sestaviti, kot je treba, mislim, da je konkurenčen.
Fascinantno je pri njemu, si omenil te padce, kako se pobere po teh padcih. Mogoče bi že kakšen bicikl stran vril, rekel, da imam tega, ne da se mi več s tem ukvarjati, njega pa še kar naprej žene. Ja, to je njegova največja kvaliteta v tem, seveda. Vemo že vse, res je lahko vzor vsem, ki jim v življenju ne gre vse tako, kot si zamislijo in se je treba po vsakem takšnem padcu, na narekovajih, pobrati in začeti znova, ampak to je njegova karakterna kvaliteta. Torej, ne obupa, ampak gre še enkrat skozi to, ne? Pobere se in gre naprej. Tako pač je, kolesarstvo je krut šport, kot še marsikateri, ampak tukaj seveda ni vse samo v matematiki in v treningu, predvsej je tudi zraven tehnike, pa taktike, pa sreče, pa vremenskih vplivov, pa vsega ostalega, kar sodi zraven. In enostavno, če padeš na nekem ovinku na treningu in če se ne pobereš in greš nazaj 100 metrov in ga odpelješ še enkrat, potem pač ne moreš biti kolesar. Kaj pa prinašajo te novi obrazi, Jan Tratnik, Moscon, izkušeni oziroma vsestranski Lozano, v končni fazi mladi Pelicari, Gils za Primoževo ekipo? Ja, izkušeni prinašajo varnost in gotovost. Ne? Torej, izkušnje so zagotovo tiste, ki na največjih dirkah potem v kritičnih trenutkih pomenijo neko oporo, ne? Neko varnost. Mladi, kot je Pelicari, pa seveda svežino. Ne? Torej, ekipa se je precej ukrepila, seveda na podlagi tega, da imajo kar močno povečan proračun in si to lahko privoščijo. In vprašanje je seveda samo kemije znotraj ekipe, kako to sestaviti skupaj. S Tratnikom vemo, da nimata težav, upam, da mu bo res v oporo takrat, ko bo najtežje. Primož je pač tip kolesarja, ki vedno rabi nekoga ob sebi. Ne? Torej ne zato, ker smo včasih rekli, da se ne zna voziti po skupini, ampak zato, ker je pač dobro, da ga nekdo vodi, da ne razmišlja o tem, da ima oporo, da ne porablja energije s popravljanjem pozicij v skupini in zdržanjem pozicij pri čelu skupine, ampak da to namesto njega počne nekdo drug. Potem seveda šele lahko na koncu v odločilnih momentih pokaže, če je sposoben. In Jan Tratnik je ena mravljica, ki naredi vse. Točno tako, kot ga Primož potrebuje. Ja. Zdaj naslednja ekipa je Visma, Lise Bike. Oni so edini obelodanili imena vseh 8 kolesarjev, ki jih predvidevajo za Tour de France. Nekako zastrašujoče moštvo, če gledamo vsa imena. Tudi Sepp Kuss se odloči, da bo zdaj spet tisti domestik, ta prav pomočnik. Kako gledaš na njihovo sestavo? Ja, Visma s svojo, bom rekel, pedantnostjo in eksaktnostjo, ne, torej nizozemsko natančnostjo, so najbolj eksaktna ekipa. Res pa je, da ni nobenega Nizozemca v tej postavi. To jim tudi očitajo. Ja, seveda, to je vendarle nacionalna ekipa, ne glede na to, da so te ekipe ali pa najboljše ekipe mednarodno pisane ali pa globalne. Vsaka ima nek nacionalno ozadje in jasno je, da Jumbo je pač nizozemska ekipa. Lotili so se zelo načrtovano te sezone, kar je pri njih sicer običajno. Lani seveda se jim je podrlo vse, kar se lahko podre, zaradi padcev, ki so se zgodili spomladi in zaradi odhoda Primoža in še nekaterih je bila lanska sezona res za pozabiti. Torej, letos startajo na novo, upajo, da se jim bo tokrat se zvezde poklopile, planeti pa ravnali. Pa misliš, da bo Jonas ranjeni lev? V končni fazi, tudi tisto sezono, ko se je Tadej poškodoval zapestje, ga je to še bolj gnalo potem za preteklo leto. Dejansko težko čakamo obračun dveh najboljših kolesarjev v 100% pripravljenosti, brez poškodb in brez izgovorov. Ne glede na vse, kar se je zgodilo v zadnjih 2 letih, vedno je nekdo imel izgovor, da ni bil zaradi padca tako ali drugače povsem osredotočen, pripravljen in na najvišjem nivoju, ampak mislim, da tudi Tadej Pogačar čaka Jonasa na najvišjem nivoju in da si želi tega obračuna. Kako pa gledaš rivalstvo? To je postalo v zadnjih letih rivalstvo, kot smo ga včasih gledali, recimo Armstrong, Ulrich in tako naprej. Je to, da drugega dvigujete? Ja, zagotovo. Največji šampioni potrebujejo največje rivale, torej nasprotnike, če želijo biti res veliki. In to je tisto, kar razžene
bom rekel samo šport, ampak na splošno življenje naprej, torej primerjava najboljših med seboj, dvigovanje enega in drugega. Jonas je na nek način prisilil tedaj v zadnjih 2 letih, da je šel nekaj korakov naprej. Ne. Kakorkoli že, 2 poraza na Tour, 2 drugi mesti zaradi takšnih in drugačnih razlogov, tedaj je moral poiskati vse svoje rezerve in še bolj resno se lotiti zadev, tako da podobno velja tudi seveda obratno, torej za Jonasa. In kot sem že rekel, komaj čakam sezono, kjer bojo ne 2, ampak vsaj 3, ne 4 na najvišjem nivoju. Že prej se boste srečali, pa z Rogličem se bo Jonas srečal, tako da za slovenske ljubitelje kolesarstva bo pestro celo poletje oziroma še spomladi. Ja, to je pač čar tega športa. Ne. Kolesarstvo je šport, kjer lahko vsak izbira program, ne nastopajo vsi na vseh dirkah, ne, za razliko od denimo tenisa, kjer smo začela, kjer pač najboljši nastopajo na vseh največjih turnirjih. Tule gre vendarle za neki izbor, ne, torej ali po željah ekipe ali posameznikov. Koledar je enostavno preobsežen, da bi vsi vozili vse, dirke so preveč različne in tudi to je čar te kolesarske matematike. Kako pa gledaš na odhod športnega direktorja Zemana? Saj nekako sem dobil občutek, da je bil on tisti snovalec taktičnih zamisli za Tour de France. Ja, večina tako misli, verjamem, da ga bodo pogrešali. Zagotovo je bil vsaj potem, kar smo videli od zunaj, eden od nosilcev teh ekipnih strategij in taktik. Tudi večkrat, oziroma ponavadi bil on tisti, ki je govoril v imenu ekipe. Tako da vsaka takšna sprememba se pozna. Je pa res, da nekateri pač pravijo ali pa mislijo, da je vsak nadomestljiv. Veš, kaj me pa presenetilo lani, oziroma pa že predlani, taktične igrice, ki se igrajo pri Visma Lease a Bike, enkrat je Richard Pluge začel tisto s pivom zgodbico. Lani so pripeljali na štart Tura kombi, ki potem ni imel mesta v karavani. Letos je pa rekel glavni trener, da bodo po letu 2025 vsi hoteli posnemati Visma Lease a Bike. Kako gledaš na vse to? Ja, ne vem, kakšno presenečenje pripravljajo. Kombi mimo grede je že v pokoju. Ja. So ugotovili, da ni nobenega posebnega učinka s to nadzorno sobo in da bodo odslej to počeli iz centra oziroma iz sedeža ekipe. Predvsej je pri tem jasno tudi zavajajočih informacij, nekaj je seveda tudi taktičnih informacij, ki pridejo javno zato, da seveda bi imele učinek, kot si ga želijo. Dejstvo je, da so dejansko Jumbo Visma vodilni pri iskanju teh novih pristopov, novih stvari. Bomo videli, kaj pripravljajo za letos. Eden od novih pristopov je tudi umetna inteligenca. Ko smo bili slovenski novinarji na pripravah Tadeja Pogačarja v Benidormu, smo se pogovarjali z doktorjem Swartom, ki je dejal, da že uporabljajo umetno inteligenco za analizo, za simulacijo. Kakšen player bo umetna inteligenca postala v bodoče kolesarstvo? Ne vem, toliko, koliko bomo dali podatkov. Toliko nam bo povedala. Podatkov je ogromno. Ja, mislim, da v določenih situacijah seveda lahko pomaga, predvsem pri predvidevanju dogodkov. Ne? Torej, kolesarstvo ena glavnih ali pa ključnih vlog športnih direktorjev na dirki je, da predvidijo razplet dogodkov. Ne? Torej, da ocenijo nasprotnike, da poznajo konkurenco, da poznajo dirke, da vedo, kje bojo ključni momenti in to je pravzaprav glavna naloga vseh taktičnih načrtov pred posamezno dirko ali pa etapo ali pa če gledamo celoto skozi 3 tedne, je treba pač vnaprej določiti ključne momente dirke. Dirka seveda se odloča v ključnih momentih, ne vsak dan na vsakem ovinku, ampak je treba predvideti, kje bo to. Ne? In jasno, tule lahko umetna inteligenca pomaga ravno zaradi velikega števila podatkov, ki jih obdela in s katerimi operira. Tako da upam, da ne bojo izgubili službe, kot še marsikdo. Pa misliš, da bi lahko nastal prepad med tistim, ki ima več denarja in bodo več vlagali in dobili nove razsežnosti, kar se spremljanja, analiziranja, ne vem, kovanja, treningov in tako naprej? Ja, zagotovo, ta prepad bo vse večji, okolikor seveda ne bo prišlo do nekega skupnega dogovora o omejevanju teh najvišjih vložkov v posamezno ekipo.
Veliko se govori tudi o prihodu novega arabskega denarja skozi sisteme, ki naj bi bili od začetka ločeni od trenutno veljavnega sistema Mednarodne kolesarske zveze. Zdaj naj bi se ta projekt One Cycling inkorporiral v sam sistem Mednarodne kolesarske zveze. Ne vemo še, zagotovo bo dirk še več bo seveda kapitala, ki bo vplival na to, da bojo možnosti tako rekoč neomejene. Bomo videli, kam bi to pripeljalo. Arabski kapital, po drugi strani imamo pa letos svetovno prvenstvo v Afriki, v Ruandi. Delaš tudi na Kolesarski zvezi Slovenije. Kakšen logističen zalogaj je to, tudi z zdravstvenega vidika, vremenskega vidika, vseh vidikov, je mogoče bolj zakomplicirano? Ja, prvo prvenstvo v Srednji Afriki, torej v centralni Afriki, zagotovo nekaj, kar ne pozna nihče prav dobro. Poizkušamo se pripraviti, kolikor se le da, torej v vseh pogledih. Tudi na ogled trase bomo šli sedaj ob prihajajoči dirki po Ruandi, ko se bo dejansko videlo, kako tam dirka poteka. Nekaj Slovencev je že bilo na tej dirki, tako da določene informacije imamo. Organizator zagotavlja, da bo vse tako, kot smo vajeni. Logistično je seveda zahteven. Mnoge ekipe tudi zaradi problemov s transferjem in z vsemi temi logističnimi težavami in tudi seveda s ceno, ki si jo seveda tako oddaljeno prvenstvo ali pa tako drugačno prvenstvo prinaša. Saj smo že imeli prvenstvo v Avstraliji večkrat, pa v Združenih državah, pa drugod tudi na Bližnjem vzhodu, ampak Afrika je vendarle neznan teren, zdravstveno zahteven, nehvaležen, potrebno je kar nekaj predhodnih, jasno, zaščitnih cepljenj in podobnih zadev, tako da nekateri pač ne bodo šli na svetovno prvenstvo. Kdor ne pride na dirko, ga pač ni in dirko je tisti, ki pridejo. Tega načela se držimo in upajmo, da bo vse tako, kot je treba. Tadej Pogačar je rekel, da želi braniti majico, torej za nas ni izgovorov. Mavrična majica je spet prenemal tista tudi, ki jo želi osvojiti. Največji motiv za drugi del sezone, tako da po Tour de France bo očitno vse podrejeno temu. Prej si omenil ravno to, pa ne samo logistično, tudi finančni zalogaj. Nekatere reprezentance so odpovedale nastop svojih mlajših kategorij, Nizozemska, Danska pa imajo vsaj videti finančno zalide. Kako pa to pri nas v Sloveniji bo vse? No, vsak ima svoje izgovore. Jasno je, da peljati mladinca na svetovno prvenstvo stane enako kot peljati Pogačarja in Rogliča in vse ostale. Torej, ni razlik, vsi morajo biti tam nekaj dni prej, avionske karte so enako drage, hoteli so enako dragi, v support morda kakšnega človeka več, za profesionalce potrebuješ v smislu spremljevalnega osebja, ampak to niso poceni zadeve in vsak pač svoj proračun krpa, kakor ve in zna. Na srečo v Sloveniji ob podpori jasno tudi države in tudi sponzorjev imamo dovolj denarja za nastop na svetovnem prvenstvu. Vprašanje je seveda kvot v mlajših kategorijah, ampak na vsak način mislim, da najboljši oziroma tisti, ki si zaslužijo nastop, ki bodo prej skozi sezono pokazali nek rezultatski nivo, s katerim bojo lahko upali na dobro uvrstitev, ne bojo ostali doma. Se pravi, Slovenci bodo vsi šli, ki bodo bojo izpolnili določene kriterije, nimamo še jasno postavljenih. Prvi kriterij, kot sem že rekel, je kvota mednarodne zveze, ki je že sam po sebi dovolj strog. Potem pa so seveda tudi ustrezni rezultati na primerljivo težkih dirkah. Svetovno prvenstvo je spet izjemno težka dirka v vseh kategorijah, krog z veliko višinske razlike, različne dolžine sicer, ampak vse skupaj se dogaja na veliki nadmorski višini, torej izjemno težka dirka in takšnih kolesarjev roko na srce nimamo ravno veliko v nižjih kategorijah. Zdaj, za konec greva še majčkeno napovedim za letošnje leto. Predstavljaj si, da imaš spet tisto kroglo pred seboj. Pričakuješ kakšno presenečenje, kakšnega novega kolesarja, ki bi eksplodiral v World Touru? Pa ne mislim samo naše, tako nasplošno z isto. Najvišjem nivoju. Ja. Ne vem, Ben O'Connor, o njem smo lani veliko govorili tudi na Vuelti, po zaslugi rezultata na Vuelti, potem na svetovnem prvenstvu je bil izjemno konkurenčen. Če uspe dejansko v novi ekipi najti vso potrebno podporo,
neko tudi psihično stabilnost, mentalno stabilnost. Vemo, da je predvsem nepredvidljiv kolesar, potem lahko, mislim, da celo se približa najboljšim štirim na največjih dirkah. Sicer pa kakšnih večjih presenečenj ne pričakujem, predvsem seveda si želim, da bi slovenski kolesarji, mladi slovenski kolesarji, ki so prestopili na ta najvišji nivo, Gal Glivar, Jacques Eržen, pokazali, da so si to zaslužili in da bi se izkazali seveda v smislu ostati med najboljšimi. Prvo leto pač ne moreš pričakovati, da tudi Remko Evenepoel prvo leto ni dosegal rezultatov najvišjega nivoja, ampak enostavno mislim, da če vsako leto enega ali dva spravimo do tega nivoja, je to za nas kot zvezo ali pa kot reprezentanco že uspeh, potem pa seveda mora tam ostati, ne. Omenil si Jacquesa Eržena, Gala Glivarja. Gal je dobil priložnost na Tour Down Under. Koliko so pomembne te priložnosti na dirkah tako visokega ranga? No, kolikor vem in slišim, ima zelo, zelo zanimiv, težak program največje klasike, praktično že v prvem letu. Gal je kolesar, ki potem, kar smo videli doslej, se bo razvil v specialista za enodnevne dirke. Tudi do določene mere etapen kolesar, ni za najtežje in najdaljše klance, precej eksploziven, torej ima kar nekaj možnosti. Mislim, da je izbral pravo ekipo, ki se tem dirkam posveča zares tudi okolje. Sedaj je sicer član mlajšega dela te ekipe, bil na uvodnih dirkah, potem pa, če se bo izkazal, seveda pride na vrsto tudi na največjih dirkah, kot so ardenske klasike, in mislim, da je to njegov teren. Jacques Eržen? Jacques Eržen je sprinter, torej kolesar, ki kadar preživi selekcijo, potem lahko pokaže svoje. Seveda ga čaka še veliko dela, zadnje je šele drugo leto v članski konkurenci, kar je seveda zelo, zelo zgodaj. Tudi izjemen talent za dirkališčno kolesarstvo, za pisto, tega se zaveda, zato bo del kariere poskušal posvečati tudi pisti, kar je za nas seveda dobro. Tam se da narediti marsikaj, na nek način pogleduje tudi proti olimpijskim igram, prihodnjim seveda, tako da se bo verjetno nekako iskal v tem krogu. Pričakujem pa, da bo seveda, ko bo dobil priložnost in ko bo zraven tudi sprintal na največjih dirkah oziroma na tistih, na katerih bo nastopil. Koliko misliš pa, da je Matej Mohorič lačen? Nekako pri njemu je videti, da lanska sezona jasno ni bil zadovoljen, da bo letos, kar se priprave tiče, naredil še nekaj več, da bi mu uspelo v letošnjem letu kaj narediti. Ja, Matej Mohorič je umanjkal lani, zaradi poškodbe na dirki po Flandriji, izjemno zoprna poškodba je to bila, dolgo se ni zacelila in tudi kar nekaj težav ima s tisto rano. Pri njemu je tako, da je seveda tudi on izjemno sistematičen kolesar, ne? Zaveda se svojih prednosti in limitov, če ni na maksimumu, potem ve, da najboljšim ni konkurenčen, kadar seveda vse naredi tako, kot lahko, potem zmaga tudi San Remo. Ker je seveda tudi želja, rezultat brez primere. In upam, da bo letos na podobnem nivoju, ne? Torej, tudi njemu, kot vsem ostalim, se seveda mora jo stvari poklopiti, ve, da ima da mora biti torej, maksimalno izdelan, torej, treniran, pravilno teža, pravilno pripravljen, maksimalno motiviran in potem tudi rezultat pride, tako da če še on letos seveda stopi na stare tirnice, potem bo kar veselo. Kaj pa misliš, da boste osvojila Primož Roglič in Tadej Pogačar? Tour de France, Giro in Vuelto. Ponovitev lanskega. Ne vemo še kdo kaj. Za začetek malo Giro bo Roglič. Tako da, hvala ti, Martin, da si bil gost v podcastu in veliko uspešnih in veselih trenutkov ob spremljanju, snovanju taktik in raznoraznih stvari. Hvala. Pozabil sem še svetovno prvenstvo, pa to je logično. Ja. Hvala.